Spoštovani vsi navzoči, vsi, ki ste danes prišli od blizu in daleč, da se pridružite naši spominski maši in spominski slovesnosti. Več je razlogov, zaradi katerih smo danes zbrani. Spominsko sveto mašo smo se spomnili vseh nedolžnih žrtev komunističnega terorja, ki se je v naših krajih in po vsej takratni ljubljanski pokrajini začelo v pozni spomladi 1942 in ki je pripeljalo do ustanovitve vaških straž. 12. avgusta 1942 je bila ustanovljena vaška straža v Rovtah. Zato danes obeležujemo 75. obletnico njene ustanovitve. Obeležujemo pa tudi Evropski dan spomina totalitarnih in avtoritarnih režimov. Kot že rečeno, 12. avgusta 1942 je bila ustanovljena vaška straža v Rovtah. Kaj je pripeljalo do njene ustanovitve? Zakaj je Slovenec vstal proti Slovencu? Na ta vprašanja nam bo pomagal odgovoriti dokument, ki je bil odkrit šele pred nekaj leti. Napisal ga je ustanovitelj rovtarskih vaških stražarjev ter vodja Franc Kogovšek Mižnerjev Francelj, ki ga je konec vojne doletel v civilni obleki na mestu okrajnega glavarja v Logatcu. Skupaj še 16 civilisti iz Rovt in Šentjošta se je umaknil na Koroško in od tam v Italijo. Po 3 letih taborišča je odšel v Argentino. Tam je tudi njegovo zadnje počivališče. Dokument je bil napisan leta 1946. To je v času, ko so bili dogodki v spominu še zelo živi. Napisan je bil tudi iz prve roke, kar mu daje še večjo verodostojnost. Ohranil se je zaradi objave v ameriški domovini, slovenskem časniku, ki je do pred nekaj leti izhajal v Severni Ameriki. V 4 nadaljevanjih zapovrstjo pred nas stopijo razmere v Rovtah v času 2. svetovne vojne. Zaradi omejenosti s časom prisluhnimo povzetku. Povzetek bo prebrala Brigita Treven. Prosim. Kako je moralo priti do vaških straž in domobrancev? Opis dogodkov med okupacijo v Rovtah nad Logatcem. Rovte so bile strani Italijanov okupirane za Veliko noč 1941. Prvo leto je še nekako šlo. Okupator, četudi je imel zasedeno našo vas, nam ni delal prevelikih težav, vsaj od začetka ne. Smeli smo se svobodno gibati, dajatve so bile znosne in revnejši so se celo dobivali aprovizacijo. Po zimi 1942 pa se je začelo opažati neko skrivnostno prišepetavanje in podtalno gibanje. Ker so to bili sami nepridipravi delomrzneži, zapravljivci, pijanci in celo tatovi, niso našli mnogo pristašev med našimi dobrimi ljudmi. Učitelj v Rovtah Krča, ki je bil organiziran komunist, je zbral vse take, ki so že vse svoje zapravili in bi radi živeli na tuj račun. Ko je spomladi 1942 sneg skopnel, so se začeli zbirati po gmajnah in gozdovih in druščina je naraščala. Ta družba se je klatila okrog po kmetijah ter izsiljevala živež in denar. Kdor ne bi dal, je bil označen za njihovega sovražnika in takega, ki drži z okupatorjem. Takemu so pobrali silo denar, živež, obleko in odpeljali zdaj eno, zdaj drugo govedo, češ borcem za svobodo naroda mora biti vse na razpolago.
Italijani seveda niso bili slepi in gluhi za vse to. Sumničili so vsakega brez izjeme in začele so se preiskave za orožjem. Hišo v Rovtah v bližini cerkve so obdali Italijani z žico in okopi. Prebivalstvo se ni smelo več svobodno gibati, partizani pa so postajali z vsakim dnem bolj nasilni. Vedeli so, da se vojaška posadka ne gane nikamor ven iz vasi, zlasti ne po noči. Brez skrbi so pozivali in zbirali ljudi po kmečkih hišah na svoje mitinge, ki so jih vodili in na njih predavali komunistični politični komisarji. Kdor se ne bi udeležil njihovega sestanka, je bil osumljen, da drži z okupatorjem in da je sovražnik naroda. Bog ne daj, da bi si kdo upal kaj reči proti, da bi se partizanom kakorkoli postavil po robu. Tega so obsodili in pobili. Ljudstvo je kaj hitro vedelo, da partizanom ne gre za nikakršen osvobodilni boj, temveč da ga hočejo samo vpreči v komunistično revolucijo, pri kateri jim ni mar, kaj narod trpi, še manj pa jim je mar, da bi storili kaj resnega proti okupatorju. Navidezni napadi partizanov na Lahe. Dne 10. maja so oddali partizani Razleše hrib nad vasjo, nekaj strelov v vas in zbežali. Drugo jutro so zato Italijani požgali hišo na Lešah in odpeljali od tam 2 družinska očeta v zapor in kasneje v internacijo, čeprav nista imela s tem partizanskim streljanjem prav nobene zveze. Vojaški oddelki so preiskali vse hiše na najbolj surov način in pokradli vse, kar jim je prišlo pod roke. Ljudje v blokirani vasi niso smeli niti na delo izven žične ograje. Aprovizacija je bila vsem ustavljena. Vse prebivalstvo so smatrali okupatorji kot so krivo pri tem navideznem napadu na Italijane. Ker je bila v prejšnjem letu 41 zelo slaba letina, denarja pa ljudje niso imeli, kajti denar se dobi v Rovtah od lesa, ki ga pa nismo mogli in ne smeli sekati, je nastalo v Rovtah veliko pomanjkanje. Položaj je postajal obupen. Že imenovanega 10. maja so torej partizani začeli kazati svojo aktivnost. Z nečim so morali opravičiti ljudem svoje pohajkovanje, ropanje in umore. Vsi so bili siti njihovega neprestanega nadlegovanja in postavljanja v nevarnost pred Italijani. Vsi so bili siti praznih obljub o nekem komunističnem raju, v katerega ni nihče veroval. Tako so morali nekaj pokazati, da bi ljudje vsaj v njih korajžo verjeli, če že ni drugega. In res so mesec dni po tistem streljanju z Leš, dne 11. junija, napadli domači partizani, podprti s tujci, par italijanskih tovornih avtomobilov v cestah iz zasede in ubili par italijanskih vojakov, nekaj pa ranili. Laško maščevanje. Izvali so s tem pohod italijanskega vojaštva iz Logatca proti Rovtam. V cestah so vse, kar je bilo kaj vrednega, pobrali, poslopja pa zažgali. Pogorelo je 6 hiš in 3 gospodarska poslopja. Prebivalstvo se je razbežalo, le posestnika iz cest zgoraj navedenega Petkovše kantona so zaprli in kasneje odpeljali v internacijo. Spotoma so v bližini Sivca ustrelili Reven Jakoba, že starega moža, ki je delal butare v gozdu tik ceste. Vojaštvo je divjalo in preiskovalo po vseh hišah ob cesti ter ljudem grozilo. Obnašanje Lahov do prebivalstva je po tem dejanju postalo neznosno. Na mestu napada so pustili partizani enega mrtvega in nekaj orožja, medtem mitraljez, ki je nosil napis Franceta Hladnika iz Rupe na Petkovcu. Dne 16. junija je šlo vojaštvo na Petkovec. Pograbili so Franceta Hladnika in še Cigale Janeza ter odgnali proti Sivcu.
Ko so prišli v gost, so jima rekli, naj se vrneta domov. Obrnila sta se vesela proti domu, a napravila le nekaj korakov. Vlahi so jima streljali v hrbet. Hladnik je umrl takoj, Cigale pa je ostal živ do naslednjega jutra in še mogel povedati, kako je bilo. Par dni pred napadom pa so partizani Hladniku ukradli mitraljez in nanj napisali njegovo ime. Hladnika so partizani posebno sovražili, ker niso na Petkovcu mogli nikogar pridobiti za sebe. Cigaleta pa so izdali partizani. Tako so partizani napravili ogromno škodo domačim ljudem in povzročili neprimerno več trpljenja kot okupator. Napadi partizanov na domačine. Partizani so do takrat mirovali proti Italijanom, a so postajali vedno hujši proti domačim ljudem. Njih število se je pomnožilo s prirastkom od raznih strani. Njihovi odredi so se razvili po Živršah, po Zaplani, Vranji, Peči, v Podpesku, okrog svetih treh kraljev. Niso bili številčno močni, vendar veliko nadlegel vsem, ki so kaj imeli. Naši ljudje tega niso mogli prenašati molče. Opominjali so partizane, naj nehajo s tem življenjem, ki je samo škodo domačinom, prav nič pa ne škoduje Italijanom, ampak jim nasprotno samo daje povod, da mučijo vse ljudstvo. Vsaka taka beseda je bila kakor ogenj v strehi. Kdor ni vsega odobraval, kar so počeli, je bil izdajalec in okupatorjev sodelavec. Ljudje so bili ustrahovani, vendar so nekateri imeli korajžo, da jim povedo, kako strašno škodo delajo narodu. Taki so bili potem likvidirani. Tako so hoteli zaradi takih opominov odpeljati na zasliševanje obmajno kmeta Kogovška Janeza po domače Skrotnika. Ker ni hotel z njimi, so ga na mestu ustrelili v pričo žene in otrok 24. julija 1942. Potem so vse izropali in odpeljali živino. Tudi predsednik kmetijskega društva Lukan Pavel iz Praprotnega Brda, oče 5 otrok, je moral zaradi takega opomina umreti. Rekel jim je ob priliki, da je v njih lastno škodo, če ne odnehajo, ker bodo Lahi vse odpeljali in vse požgali in potem tudi oni ne bodo imeli od česa živeti. Zaradi tega so ga v noči od 25. na 26. julij odpeljali v Hlevšek pod Češirkom v Podpesku. Tam so ga mučili, mu polomili ude in ga končno umorili. Tisto noč so tam umorili še 7 drugih mož. Eden, skvarča Stanko, jim je ušel in tako vse povedal. Italijani niso storili ničesar, da bi pregnali partizane. Imeli smo vtis, da jim je kar všeč, če se domači ljudje med seboj pobijajo. Čepeli so v svojih postojankah in gledali, kaj se godi okrog njih. Fantje in možje, ki so bili v nevarnosti, da jim komunisti likvidirajo, so začeli prihajati v blokirano vas, ki je bila natrpana že itak od vojaštva. Sem so tudi nosili skrivat hrano, da bi jim roparji vsega ne pobrali. Tisti, ki so ostali zunaj nezavarovani, so trpetali noč in dan, da ne bi bili pobiti ali izropani. Tako so ljudje začeli misliti na samoobrambo. Po dogodkih koncem julija 1942 so Italijani napravili spet pohod, pa spet bolj proti prebivalstvu kot proti partizanom. Prišli so večji oddelki vojaštva iz Logatca in so šli proti Srečju, Šentjoštu in Podlipju. Bilo je to 22. avgusta. Značilno je bilo, da so za to vedeli partizani in se vsi umaknili. Vedeli smo potem, da imajo med Italijani svoje zaupnike, ki jih o vsem obvesti. In ti partizani, ki so imeli zveze z Lahom, so vsem drugim očitali izdajstvo.
Italijani so požigali na tem pohodu kmečke domove po Podpesku v Praprotnem Brdu. Odgnali so živino iz teh vasi. Odgnali so v internacijo nekaj ljudi, ki jim niso ušli. Še hujše je bilo, da so spotoma pobrali 10 moških, jih peljali v Kančkov gozd in tam brez nadaljnega ustrelili. Vse te ljudi so pobrali doma ali pa po poti, ko so šli od mašev pod lipi. V Rovte namreč niso mogli k maši, ker so bile blokirane. Nobeden izmed ubitih ni bil partizan, čeprav so se ti zbirali v hišah. Toda tega jim posestniki niso mogli zabraniti. Tudi so bili kdaj verjetno na partizanskih mitingih, toda tja so morali prisilno, to je na ljudi silno vplivalo. Videli so na strašnih zgledih, kaj je naredilo partizanstvo. Zaradi partizanskih nastopov so padali nedolžni ljudje. Partizani sami so se umaknili in tako pokazali, da so za vse vedeli. Pokazali so pa tudi, da so izdajali kmete Italijanom, da so bili kdaj na njih mitingih, ker so samo oni to vedeli. Izdajali so Italijanom tako take ljudi, ki se jim niso hoteli priključiti. Kmet je bil kot med dvima kamnoma v mlinu. Na eni strani ga je teroriziral partizan, na drugi lah. Oba pa sta bila kot zavesnika proti njemu. Trpel pa je samo on. Začetek vaških straž. Italijani so 4. julija pripeljali iz nekega pohoda na Šentjošt 4 ljudi, enega učitelja in eno učiteljico in še 2 druga in jih postrelili v Rovtah za vasjo. Tudi iz tega so ljudje videli, da ni v tem kotu nihče varen življenja. Enkrat pobija ropar, enkrat tisti, ki bi moral roparja odgnati. Beguncev v Rovtah je bilo vedno več. Partizani so grozili, da bodo vse one pobili, ki so iskali zaščite pred njimi v blokirani vasi. Italijani pa so spet grozili, da bodo prihodnjič, če napravijo pohod, pobrali vse ljudi in požgali vse hiše. Da bi partizani nehali s svojimi ropi, ni bilo upanja, da bi Italijani ne požigali za maščevanje nedolžnim ljudem, ni nobeden več mislil. Ta obup je rodil vaške straže, ljudsko samoobrambo. Kot nekaj dni poprej v Šentjoštu so se fantje in možje zbrali in sklenili reči Italijanom: ker nas vi ne morete ali nočete braniti, ker hočemo živeti v miru, dokler se naša usoda ne odloči drugod, dovolite nam, da se branimo sami, ki se poznamo med seboj. Orožje bomo rabili samo za obrambo svojega življenja in premoženja. Tako je bila v Rovtah ustanovljena vaška straža 12. avgusta 1942. Četa 50 mož je odšla v Šentjošt, da se organizira in pripravi. Isto so storili za planinci. Čez dobrih 14 dni so se pridružili še drugi in v Šentjoštu se je zbral cel bataljon vaških stražarjev po številu okrog 400. Po par tednih vežbanja se je ta četa razdelila na Šentjošt, Rovte in Zaplano. Kmalu so partizani iz teh krajev izginili. Ljudje so se oddahnili in bili globoko hvaležni fantom, ki so jim zopet prinesli mir. Kdo je živel med nami in je pošten, mora priznati, da so vaške straže in kasneje domobranci rešili stotine življenj in milijone premoženja, ki bi bilo žrtev razbojnikov pod krinko osvobodilnega boja. Naš kmet je spet mogel obdelovati svojo zemljo. V Sloveniji bi bilo partizanstva za zmeraj konec, če ne bi razpadla italijanska vojska, ki je dala ob razpadu partizanom orožje in tako spet pokazala,
da so bile vedne zveze med slovenskim in italijanskimi komunisti proti našemu narodu.